Spoštovane Prekmurke in Prekmurci, drage Slovenke, Slovenci. V veliko čast, hkrati pa tudi osebno zadovoljstvo mi je, da smo letos po 5 letih na državni proslavi v Beltincih ponovno obeležili praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Podobno kot so bile poleti zaradi olimpijskih iger vse oči uprte v Pariz, so Evropejci po vsej Evropi leta 1919 z nemirom spremljali dogajanje v pariškem Versaju, kjer je nastajala mirovna pogodba. Vendar za razliko od olimpijskih iger, kjer lahko vse tekmovalce označimo zmagovalci, Prva svetovna vojna in njen konec nista, tako kot nobena vojna, prinesla resničnih zmagovalcev. Le gre enak občutek, da številna izgubljena življenja nikoli ne bodo nadomeščena. Kljub temu je pariška mirovna pogodba postavila temelje za našo sodobno državno ureditev. Zaokrožitev nacionalnega ozemlja Prekmurja je bila eden najpomembnejših korakov na poti k združitvi slovenskega naroda in osamosvojitvi, ki je sledila. Z velikim zadovoljstvom lahko rečem, da Prekmurje danes in v zadnjih 100 letih ostaja regija sobivanja in spoštovanja. Brez zadržkov in z odprtimi srci Prekmurci in Prekmurke sprejemate Rome, Madžare, Jude. Hkrati pa tudi nas, obiskovalce, ki se na to stran Mure vedno radi vračamo. Tudi zato, ker raznolikost sprejemate, se lahko ponašate s tako dragoceno in pestro kulturno dediščino. Želim si, da bi ta odnos ponotranjili tudi v drugih delih Slovenije, Evrope, sveta. Zato, drage Prekmurke in Prekmurci, vam ob prazniku iskreno čestitam in upam, da bodo vaša narodna zavest, ponos na našo skupno državo ter sprejemanje različnosti še naprej sinonim za Prekmurje in zgled za vse ostale na obeh straneh Mure. Iskrene čestitke in srečno.